vezi in takšna oblast oziroma Ja, pa tudi družinsko, ne? Ja, družinsko, posebej družinsko. To je v bistvu zato, da zgodba teče. In seveda v tem pogledu v resnici tudi nikoli ni, bi rekel, pripravljen pisatelj, nikoli ni namen, da bi koga pač potegnil noter v knjigo na ta način, da bi se prepoznal. Se mi zdi, da je knjiga tisti trenutek slaba, če se to zgodi. Je pa seveda možno, to pa se mi zdi, da je tudi zdaj najbolj slavni slovenski pisatelj nekajkrat razložil, Golob, on like oblikuješ, pravzaprav jih tek ne možeš drugače, kot tek, da vzameš realne ljudi in jih na nek način mešaš imena in njihove lastnosti in tako, mora pa seveda biti štimat, ne kot človek. A lahko preden damo še mogoče našim poslušalcem in našim možnost, da kaj vprašajo, oziroma da jih pokomentirajo, mogoče je nekako tako sklepno misel, recimo, Saša, ima popisko tam noter, da si še kaj prepravlja. Pa začni ti, Saša. Hvala. Jaz bi mogoče rekla, v bistvu sem se dotaknila teh nekih zabavnih vsebin ali pa sem hotela mogoče spodmušno povedati stvari, ampak jaz sem na začetku začela, da sem trpela. In trpela sem točno zato, ker jaz bom iskreno povedala, meni se njegova zgodba zdi čisto realna. Meni se zdi zgodba, da če ne bomo pravzaprav nekako premaknili to os dogodkov, da bo pravzaprav šla točno v to zgodbo potopa, takšnega ali drugačnega, ne. In v tej knjigi recimo tudi en kratek odsek, ko županja nadere urbaniste, jaz sem pač pogosto v vlogi urbanista, ne. In ona pač tam pove, da smo čisto brezveznjakoviči, no, da je čisto brez veze, da smo, da v bistvu samo analiziramo zgodovino in nič naredimo, da nobene stvari ne nastanejo tako, kot se načrtujejo, ne. In to smo pravzaprav bila oba tega deležna, ker si ti bil vodja oddelka za okolje in prostor, in smo pač takrat sodelovali. In jaz pravzaprav se tega dela iluzije bojim, ne. Bi pa recimo mogoče se navezala na to, ko je Boris rekel, nismo velikih spregovorili. Jaz bi izpostavila Melito, ne. In njeno srečevanje z arhivi, pač, ne vem, napisano pač v muzeju Velenje, pač v arhivi, kjer najdeš škatle o zelenem ekološkem gibanju, ne. In v bistvu ti veliko tem pišeš tudi zato, ker si pač tam sodeloval in v bistvu govoriš o ekološkem gibanju kot urbanem mitu, ne. In ta moj strah, ne, se postavi točno v tej zgodbi, ne. Zeleno ekološko gibanje v dolini je doseglo na premike, da so se stvari prestavile z neke druge tirnice, ne. Kaj pa bo zdaj prestavljeno tirnice? Tako da, skratka, jaz, če zaključim svojo misel, ja, jaz priporočam, da to preberete. Mislim, da moramo vsi prostorski načrtovalci to prebrati. Pa predvsem si želim, da bi odločevalci prebrali stvari, no? Ker gre za, pomembno se mi zdi, da ko si ti v vlogi odgovornega, nisi nečimer, tako so ti Volkovi in to se mi zdi pomembno, no? Mislim, da to sporočilo pravzaprav ta knjiga daje. Jaz sem idejo za tale pogovor, da ga naredimo v knjižnici, v bistvu dobil takrat Saša pred kakim mesecem, dva meseca povabila tukaj ene govorce, ne, in tam sem se jaz pojavil slučajno zraven kot govorc in Saša je rekla, povejte o vrednotah, ne, in te vrednote so tukaj, v kateri jaz mislim, da ena najbolj pomembnih vrednot v Velenju še vedno je tukaj seveda inverzno, okolj zasukana in to je v bistvu zaupanje v oblast. Ne. Mi oblasti zvolimo zato, ker jih zaupamo, ne, in zdaj bi ta, ki nas kao vodi, ne, od nas, ima ta mandat, bi nekako se mogel zavedati tega zaupanja. No. Skratka, tukaj v tem romanu tega zaupanja ni in vse narobe, vse na glavo postavljeno in zato pač bi rekel v metafori
se na koncu Velenje pač potopi pod vodo. No. Mislim, trdo Velenje, ne, pozorno Velenje. Jaz sem tu videl v tem romanu, veliko si govoril o vrednotah, kakšne so bile vrednote, tudi o tem, kako so nakazane, kako ljudje živijo, energetika. Se mi je zdel zelo lep tisti obrat pol na koncu, ko on potuje tja gor, ta pastorala, pravzaprav pastorala, mlin klasičen, nazaj k naravi. Naravno. Tudi, ko je sodobni svet, so ljudje še vedno v svojem bistvu taki prvotni. To je dejansko ključno. Za umret kamit je želja, da si nekje skupaj, da si nekje v naravi in tako naprej. To je temeljna stalnica. Kljub temu, da se ti zdel tehnični, pa to, pa tudi humor, ampak se mi zdi, da tu je ta poanta, kam drvi ta svet, kam drvimo mi s tem okoljskim izčrpavanjem doline, na nek način se mi zdi, da je tako, poleg vseh teh zgodb, tega pepela na koncu simboličnega, tudi ena taka temeljna poanta tega romana, svetla luč. Še kako mnenje? To naslov je spremni besedi. To mogoče temeljiš malo. Je sjajno, tudi ena od temeljnih idej. Vse malo sem pisal že prej z tem prebranim odlomkom nakazala, že naslov je Lepo je gor na Britafu. V bistvu, kamo se pač, ko smo tekom tega spoznali, da se Melita na koncu njo sin Juri prinesel v bistvu njene smrtne ostanke gor na pokopališče. Tako se njena zgodba nekako zaključi in tudi Jurijeva. V bistvu to je pač v bistvu te zgodbe z mojega vidika, da vsak se na koncu želi v bistvu vrniti v neko svojo zavetje, v svoj varen kraj, v bistvu na nek način se tudi vrne nazaj k naravi. Zanimivo je, ko smo o tej naravi govorili, da Juri, ki je v bistvu že v tej futuristični dobi, kot Gamfrom, recimo, on se prehranjuje samo z to umetno hrano iz štup. In potem v bistvu, ko vrača mami na pepel, v bistvu ga prinaša nazaj domov, se prvič v bistvu sooči z zdravo hrano, mislim, s pravo hrano, ne samo zdravo hrano. In v bistvu to je nek način vrnitev nazaj k naravi, samo bolj simbolično, pa futuristično nazaj. Pa mogoče bi še to omenila, da recimo, zdaj ste tukaj slišali zelo različne perspektive nas, ki smo v različnih področjih. Ta roman se da brati na zelo velik načinov. Recimo, jaz kot mlajša generacija sem mogoče, mi je bila bliže ta prihodnost, ker mi je lažje razumljiva, medtem ko za kakšno simboliko, to so pa recimo že mogla kot od staršev podsukati, tako nekdo, ki je pač dlje v tem okolju. Ampak ne samo, da ga lahko bereš z različne perspektive, lahko ga pač bereš večkrat in vsakič različno. To je v bistvu tudi zelo pozitivna lastnost tega romana in tudi jaz ga priporočam, da ga vzamete v roke. No, jaz vam eno asociacijo sem imel na cel opus teh 5 knjig, ker s tem si ti nekako izjavo in nakazal, da ta romanesken opus zaokrožuješ, pa sem imel asociacijo, čeprav je taka zelo neformalna na to biblijsko staro zavezo Peteroknjižje, zdaj pa teh 5 romanov, pa ta futuristični, ki se zdi meni na poseben način kredibilna, kot sem že prej omenil, se mi zdi tak lep zaključek, sklep vsega skupaj. Pa Peter, še eno vprašanje, kaj bi se moglo zgoditi, recimo, da bi se vrnil nekoč, če prav praviš, da se zaključuješ z knapovsko tematiko? Stvari so zelo preproste. Vsakega od teh 5 romanov, tako sem na začetku rekel, sem napisal potem, ko sem podpisal pogodbo. Nekako se mi zdi preveč naporno eno leto pisati za predal. In v tem pogledu je seveda moram reči, še enkrat, da je v bistvu ima veliko zaslugo za ta opus Litera in Orlando Uršič in drugih
Titan Felix, ne, ki so me pravzaprav spodbujali k pisanju na način, da so rekli, mislim, konkretno v Mesto navadi, jaz moram reči, da sem bil kar malo poparjen, ko sem bral kritiko romana Barbara in Krištof, ko je ena mlajša kolegica nekako ni zapopadla romana tako, kot sem jaz mislil, da bi ga mogla, pa pol za moje, mislim, se dosti nevljudno obnašala do starejšega kolega. Ne? In je nekaj pisala, da kao nekaj ne štima in se mi pol se tudi človek pol malo sam skupaj vzame, kaj pa sem napisal tako slabo, da ona ni razumela tega, kar sem jaz napisal. Ampak to je bilo tako, da je bila sreča za moj motiv ta, da sem po Barbari in Krištofu napisal roman Tekoči trak, za katerega zgodbo je vedel Orlando Uršič in je prišel na jezero in me povabil na kosilo in rekel, daj mi to bi jaz imel, ta roman bi imel. In ok, smo zdebatirala in podobna zgodba je s tem, ne, ko me je nekoč vprašal, kaj delaš, sem mu povedal, da je tole ideja, ta Mesta navade, sem rekel, rad bi napisal roman, kjer bi spravil Veleja nekam na vodo in vse smo potopili, tako da mu na nek način predpišem temu mestu usodo družmirja, ki je plačalo za to, da je Velenje danes tako, kot je, in Velenje je lepo mesto, sploh ni debate, ampak v literaturi se lahko to privoščim in je rekel Orlando, to bi jaz izdal. In ne vem, mislim, jaz zdaj v resnici ta trenutek res nimam več, tako kot sem prej rekel, nekaj stvari me je preganjalo, EKK, štrajki, KTU nesreča, razpad, tako naprej in te stvari sem nekako predelal. Sem predelal v teh 5 romanih, ampak ne vem, skratka, ni nujno, da je res konc. Konc se tudi barni valjak imajo vsak povedal. Šan Krog ima tudi vedno z vami koncert, da bi blešno mladeče parade. A je še kakšno vprašanje z publike, bi kdo pokomentiral, je kdo že prebral? Vem, da nekaj jih je prebral, ali ne? Boja, prosim. Mogoče bi jaz pokomentiral še eno stvar, ko se mi zdi, da ni bila niti omenjena tule na razgovoru, in sicer med temi srečniki sem ko zaradi poznanstva s Petrom sem lahko knjigo že malo prej prebral. In sicer, ko sem jaz bral, se mi je dogajala v 2 različnih ritmih. Eden je bil zelo hiter in dinamični in to je bil ta, kjer se je vladalo, kjer so se potekali vsi dogovori, kako se bo Velenje, kakva bo usoda Velenja strani teh vladajoče struje oziroma teh družin. Drugi je bil pa umirjen, je bil pa zelo tak naravn, ki je bil organski in preplet vseh teh dveh je dajal ta vtis, kateremu sem jaz sam osebno non-stop se soočam s tem in sem vedno v dilemi, kateri dinamiki znotraj Velenja slediti, je bil ta, da vse skupaj deluje, da se spoznava to težko industrijsko podtalnico. Mi v Velenju dejansko oziroma v Šaleški dolini vemo zelo malo, kam nas pelje njena usoda, zaradi tega, ker nismo znotraj teh ljudi, ki jo krojijo, in jo počasi tu pa tam spoznavamo. Življenje teče utečeno, umirjeno, pa to, kar naenkrat pa prihajajo ti šoki, ki so pa del te dinamike, ki se pa ustvarja nekje od spodaj, v nam tem nevidnem svetu. In mi je bilo super pri tej knjigi, ko se mogoče odkrivajo zastori nekih scenarijev, z odnosi, ki so seveda preplet tako družinskih kot lobističnih, političnih, gospodarskih navez, in je iz tega vidika jo požreš praktično knjigo tek kot bralec. Je zelo hiter, gre skozi, tako da je res vredna vsaj še enega branja. Kot ostale. Kot ostale, seveda, ja, absolutno. Šika, kako mnenje? Jaz sem prej tu nekako ujela te pomisleke, kako bo druga okolja oziroma drug del Slovenije, okolica sprejela ta roman. Ampak meni se zdi ravno to zanimivo. Mi smo malo obremenjeni s tem, ker
malo poznamo, vsaj ne poznamo teh dogovorov družinskih oziroma tega zakulisja, ampak ene te simptome pa to pa tudi Slovenija seveda čuti in pozna. In jaz mislim, da bo prav za te zelo zanimivo, ker bojo čist iz neobremenjene perspektive gledali na to in brali res kot futuristični roman, ki pa ima korenine v Šaleški dolini. Prosim, naprej. No, jaz moram reči, da knjige nisem prebral, žal nisem bil med tistimi srečni, ki bi jo malo prej. Ampak spletam na vsake toliko časa, ki je na kakšni liniji. In moram reči, da se strinjam, če tek povzamem tvoj zaključek, ko si rekel, Velenje je lepo, ja, res je lepo. In o tem, kar ste govorili danes v sami predstavitvi knjige, o vsej tej viziji, eni od vizij, perspektiv, kam lahko cela stvar teče, se mi zdi, da je prišel roman v tem času, ko je Velenje res na neki prelomni točki. In veliko stvari se dogaja, veliko stvari se je začelo dogajati takšnih, ki nam niso več všeč. Bilo je, Velenje je temeljilo na razvoju, na vsej rasti in lepo je bilo živeti v tem času. Danes pa smo na točki, ko se stvari lomijo in je mogoče ta tvoj roman tudi ena od teh točk, da bojo lahko ljudje lažje spregledali, ker se mi zdi, da predvsem starejši ljudje, pa bom rekel volilci, ki oblikujejo še vedno zelo močno ta naš današnji svet, spregledali, da je treba nekaj narediti, da se je treba začeti zavedati, da bo treba postaviti neko vizijo v prihodnost, če želimo iz Velenja kaj drugega kot to, da gremo na ponton. In Peter, mogoče si res zadev zelo dober čas, upam, da bodo ljudje tudi to spregledali, da moramo stvari malo postavljati na druge temelje in da je treba vizijo poiskati, najti, če želimo res v Velenju boljše. To, kar ste rekel. Tako da bom z veseljem prebral, bom poskušal gledati pozitivno celo zgodbo. Par let nazaj je v sodobnosti na 3-4 številke izhajal v nadaljevanjih skoraj kot felton, kako govoriti o knjigah, ki jih nismo prebrali. Moram reči, da je zanimivo in je v bistvu, vse to je tudi namen. Jaz se bom pogovarjal, zakaj je nismo prebrali. Če ni več, naj še jaz nekaj za konec povem, jaz bi vsekakor priporočil roman, je zelo dober, knjiga me je potegnala, zgodba je obogatena s tipičnim Reznorovim humorjem, podkrepljena s takimi apokaliptičnimi dejstvi, futuristična znanstvena fantastika, kar hočete. In predvsem to, da se odlično prepleta z aktualnim, družbenim, ekonomskim, socialnim, pa tudi osebna zgodba je zelo zanimiva. Okoljskim seveda. To zelo večplastno je, tako kot večina Petrovih dela in vse čestitke. Jaz zelo verjamem, da bo tudi v literarno kritiko imela veliko dnjev do letu 2020 kot aktualna romana in jih želim srečno pot tudi v tej smeri. Petru pa za konec, tvoja beseda za konec pa na koncu, da še povabim na pijačo tamle, vse prisotne, enkrat pijačo, pa možnost je seveda tudi pri založbi Litera kupiti po promocijski ceni. Peter, ne bo tvoja beseda skopna. Jaz ne bom druga rekel, ko zahvaljujem se vam za obisk, res sem prijetno presenečen in, kot je rekel
Matjaž, tamle je litera časti, liter.